Lep pozdrav, moje ime je Miran Petrvan in sem energijski trener za uspeh. Danes bi želel z vami podeliti eno zanimivo razmišljanje o coachingu. Ponavadi dejansko zelo, poredko dobite vpogled v stvari, ki se dogajajo izza coachinga, kako stvari izgledajo, ne? In v bistvu, coachi so različni. So motivacijski coachi, so coachi, ki vas ves čas hvalijo, ne? Takšni coachi so najbolj, priljubljeni, sam vem pri svojih objavah, ne? Vedno, ko rečem, kako ste čudoviti, kako smo čudoviti, kako je življenje čudovito, ne? V bistvu je na ogromno všečkov, ne? Deljen in tako naprej, ne? Potem pa, ko gremo pa v neke konkretne zadeve, kaj pa je treba narediti, ko se je treba soočiti, ne? Pa je potem neka tišina, ne? In dejansko pri svojem coachingu, ker pač sem energijski trener, to pomeni, da pomagam ljudem do več energije, pomagam jim, da se regenerirajo, pomagam jim, da dvignejo svojo energijsko frekvenco, ne? To pomeni, ves čas delam z energijo, ne? In ta energijski del, kar se tiče tega energijskega pretoka, ko se pogovarjamo, je vsem všeč. Potem pa začnemo, malo drezati v globino, malo gledati, kaj dejansko je tisto, kar nas loči od teh naših ciljev, od naših pričakovanj, od naših želja, ne? Zato, ker poglejte, ne, seveda pač vsi razumemo in vsi na nek način smo na isti strani, da ne bo kakšne pomote, ne? Ampak gre v bistvu za to, vsi bi radi rezultate, ne? In potem, ampak nihče pa ne bi rad naredil dela, ki je potrebno za ta rezultat, ne? Včasih se spomnim, sem prišel v fitness, ne? In tam recimo sem se z eno receptorko, sva se včasih debatirala in sem rekel, joj, živjo, kako si, a slučajno poznaš koga, da ga najamem, da bi naredil trening namesto mene, jaz bi se pa dobro počutil, ne? In to je v bistvu tisto, kar dejansko, si vsi želimo, ne? To pomeni, mi imamo neko življenjsko situacijo, ne? In na drugi strani so naše želje, naši cilji, ne? In kaj je dejansko tisto, kar nas loči od teh naših ciljev, želja in iz teh sanj, če hočete, ne? To so v bistvu naša prepričanja, to so naše razumevanje, naš pogled in seveda pač kapaciteta energije. Na kapaciteti energije in na teh stvarih delamo, je to pač del tega našega treninga, ne? Ampak potem so pa še, neka naša prepričanja, naše razumevanje, neke stvari, ki pa včasih, ali večinoma, niso najbolj prijetne. To pomeni, če gremo ravno danes je nedelja, ne, mogoče nekateri ste bili pri maši, ne, in pač Biblija nam pravi, resnica te bo osvobodila, ne. Resnica dejansko te bo osvobodila, ampak včasih te resnica razjezi, ne. Včasih je problem v tem, da nismo sami sposobni sprejeti resnice. Ogromno izmed vas delate sami na sebi. In vse je to super, absolutno podpiram, tudi jaz sam delam na sebi. Ampak občasno, seveda jaz delam že nekaj malo več časa, mogoče kot nekateri, ne? Občasno pa še vedno grem in imam coacha, ki mi pomaga, ne? In kaj je dejansko naloga coacha? Naloga coacha je, da ti pomaga, da se soočiš z neko resnico, z nekimi dejstvi, ki jih prvič sam niti ne vidiš in drugič, ki jih sam jih ne poznaš, ne? In drugič, ki si jih sam nisi sposoben soočiti. Ker poglejte, dejansko vsi ljudje bi bili že uspešni, srečni, polni ljubezni, če bi bili sami sposobni se soočiti z svojo situacijo, ne? Ker dokler ti ne veš, kakšna tvoja situacija je, situacija je samo situacija, ne?
Ampak dokler ne veš, kakšna tvoja situacija je, ne veš, kako graditi. In potem seveda naslednje vprašanje je, ali imaš sploh plan, ali imaš sistem dela, ali imaš sploh znanje, da lahko narediš ta plan in da ga lahko sprovedeš in da je to. Ampak prva stvar je soočenje. In tukaj je dejansko neka točka, kjer včasih pride na coachingu do nekega trenja. Dejansko sami se počutimo neudobno, in potem je tukaj nekdo, ki ga dejansko, ki nas sooči z to situacijo. Ampak razumeti morate, da če se mi ne soočimo s to situacijo, če se ne soočimo s tem, bom rekel, z našimi prepričanji, če ne vidimo, tole se dogaja. Pa to ne pomeni, da so to neke grozne stvari, ampak v bistvu moramo jih dati na plano. Včasih so situacije problem imamo prvič sami, da pogledamo te situacijo, da to situacijo smo pripravljeni priznati, in tako naprej. In da dejansko, da smo jo pripravljeni tudi izpostaviti, tole je moj drek, danes sem slab dan, te stvari še ne razumem, to in to je. In dejansko coach ti pri tem pomaga. In to je del coachinga, ki ga ljudje nimajo radi. Ko se pogovarjamo o motivaciji, je vse vrhunsko. Ko pa se pogovarjamo o tistih, nekih skritih blokadah, ki jih dejansko ne radi priznamo tudi sami sebi. Dostikrat ljudje rečejo, se je v redu, se je to. Ogromno kratov recimo srečam ljudi, ki dejansko, živijo in se ne pustijo, dejansko ne dovolijo sami sebi, neko točko iskrenosti, eno točko ranljivosti, kjer bi bili, včasih v kakšni stranki rečem, kdaj ste bila zadnjič iskrena sama s sabo, kdaj ste bila zadnjič iskrena z nekom. In dejansko tukaj kot coach, absolutno vam lahko pomagam. Vsak coach, ki zna iti v globino, vam lahko pomaga. To pomeni, da razumete in bom rekel, te stvari, ki vas ločijo od tega, če ste v neki situaciji in dejansko zadeve ne gredo z tako hitrostjo, kot bi si želeli, to je večina izmed nas, bi želela bistveno hitreje, in po drugi strani dostikrat, ko srečam kakšno stranko, vprašam, poglejte, pa se vam ne zdi, da bi to bilo super, da bi šlo to 10-krat hitreje, ker je absolutno možno. Gledajte, rezultate, ki jih delate par let, lahko dosežete v parih mesecih. Dostikrat slišim od strank, recimo stranko sva delala na KPC velikem projektu, in rekel, presenečen sem, koliko sva midva naredila v 3 mesecih. Jaz sem mislil, da bova rabila vsaj 1 leto, da bo do takšnega rezultata prišla. Ampak zato je v bistvu, ker je ta proces toliko bolj intenziven, toliko bolj gre v globino in zato, ker sami s sabo si nismo sposobni se soočiti z temi situacijami, bom rekel, za to resnico, za nekimi dejstvi, karkoli že. Prvič jih ne vidimo, drugič, tako kot sem rekel, ne znamo sami vzpostaviti neko okolje, v katerem se lahko odpremo. Ker stvar je v tem, gledajte, dostikrat res srečam ljudi, ki so bili pri nekem coachu, so bili včasih recimo grejo ljudje na kakšno regresijo, včasih grejo na postavitev družine, včasih grejo na neko globinsko čiščenje, in potem jih coach odpre in potem jih take pusti in so zafrustrirani in je cel problem. Ker, gledajte, stvar je v tem, če govorimo o neki življenjski transformaciji, če govorimo o neki življenjski, rečemo operaciji. Operacija pomeni, da mora biti neko okolje, kjer se lahko, bom rekel, počutimo varne, kjer se lahko odpremo, kjer lahko tiste stvari damo ven. To pomeni, prvi korak je, da jih damo ven, drugi korak je, da jih razumemo, in potem naredimo nek plan in potem dejansko zapremo to. Da dejansko ta rana se ima čas zaceliti,
da ne operiram nekoga in potem direktno z operacijsko mizo niti ga ne zašijem in gre potem, ne vem, v neko veloblagovnico, da ga, ne vem, karkoli. A me razumete, ne? In ogromno ljudi gre nekam do nekega coacha, gre na neko globinsko čiščenje in dejansko, ker pač coach nima znanja, nima neke prakse, nima razumevanja, dejansko ga odpre, pridejo stvari na dan, ampak potem za to ne poskrbi, ne dejansko ustvari nekega okolja, da bi se ta zadeva sprocesirala, zacelila. Okay? Ampak, gledajte, ko govorim o nekem procesiranju, ko govorim o nekem celjenju, to ne pomeni, da to rabi biti mesece in mesece. Ne? Ker, gledajte, kolikokrat srečam stranko, ko reče, ja, Miran, procesiram, moram sprocesirati, moram premisliti, moram to. To je vse skupaj brez veze. Ne? To dejansko, prvič, dejansko ne moreš neke stvari procesirati z istim znanjem, kot si pač s katerim znanjem oziroma neznanjem, s katerim si prišel do nekega situacije, nekega problema. Ne? Tako da v bistvu, če jaz nečesa ne znam, ne, potem ne znam, in ker ne znam, se mi je nekaj zgodilo. In z istim mojim neznanjem nimam jaz kaj za procesirati. Rabim novo informacijo, nov pogled, novo razumevanje. Ne. To pomeni, prva stvar je, da je sam v osnovi to brez veze, da sami procesiramo, če smo se sami zaglavali. Ne. Dejansko bistveno bolje in hitreje gre, da dobimo pomoč. In druga stvar je, te stvari, to procesiranje ne rabi trajati mesece in mesece, lahko se zgodi v sekundi, lahko v minuti. Ne? Včasih vprašam stranko, že imate idejo, že imate rešitev, kako mislite? Zdaj jo lahko dobite, zdaj se odprete, zdaj bo lahko sestavila, zdaj bo tako naredila. Ne? V redu, gledajte, to je bilo eno tako razmišljanje, da razumete. Ne? Eno je pač energijski del coachinga, kjer mi spreminjamo frekvenco, se topijo te naše blokade, ne, se celijo naše rane, ne, se spreminja naša frekvenca, se dviga naša vibracija. Ne. In drugo je dejansko, bom rekel, čisto tako, ne bom rekel manualno, ročno delo, kjer gremo v te stvari, s katerimi se niste sami sposobni soočiti, in potem, ko se soočimo, ne, greste bistveno hitreje, se katapultirate naprej v nove zmage, v novo življenje in nove priložnosti. Ne? In to so stvari, ki dejansko vas blokirajo, ki jih sami ne vidite, in potem se pač vrtite v nekem krogu in poskušate, ne? In ne pridete do bistva. Ne? Tako da majčkeno razumete, in seveda včasih te stvari niso ravno prijetne, ker nismo navajeni. Ne? Nismo navajeni se soočati, nismo navajeni sprejemati odločitev. Ne? Vse te stvari pač, gledajte, to je stvar treninga, ne? Ker morate razumeti, uspešni ljudje, vrhunski športniki, bogati ljudje, ne, mislim, ne da ti, ker so to, ne, ampak zato, ker to delajo, to so, ne, so sposobni se soočati, so sposobni sprejemati odločitev, so sposobni hitro se regenerirati, hitro ustati, hitro spremeniti situacijo, hitro spremeniti razpoloženje. Ne. In to je pač naš cilj. Ne. Tako da v bistvu, ja. Ok, gledajte, to je bilo eno razmišljanje nedeljsko, danes čudovit sončen dan, tako da upam, da kaj lepega počnete, lahko pa poslušate tudi kakšen ponedeljek, karkoli že je. V glavnem, želel sem podeliti to z vami, da razumete, kaj se dogaja v ozadju, zakaj ste nekje zataknjeni in kako greste lahko bistveno hitrejše naprej. Ne? Če ste začutili, da vam lahko pomagam, vas lepo vabim, da me kontaktirate, se bomo neobvezno pogovorili, vam lahko dam usmeritev in potem vidimo, ali se ujamemo, ali vidimo skupaj neko cilj, neko vizijo, da lahko še hitreje pridete do svojih ciljev in tam, kamor ste namenjeni. Tako da želim vam en čudovit dan, bodite čudoviti in se kmalu spet slišimo.